kako banko oropati. Ja. V bistvu na začetku, ko sem rekla, če mi lahko da načrt banko oropati, je rekel, da verjetno opažaš tudi ti pri tekstih, da so precej ameriški, pretiravanja in to. Napišimo, da je prilagojen za slovenski trg. To je pripeljalo do tega, da se pojavlja nova kategorija Answer Engine Optimization. Ful veliko sprememb bo dalo, če boš dal ChatGPT-ju navodilo, da naj ti to napiše human written oziroma v človeškem tonu. Umetni inteligenci ne zaupamo, ne? Umetna inteligenca je naučena iz spleta. Na spletu lahko objavi kdorkoli, karkoli hoče. Vsakdo zase najbolj ve, kaj potrebuje, zato je najboljše narediti si lastnega custom GPT-ja. Veš, kdaj je prišlo do spremembe? Ko mi je LinkedIn postal igra. In isto naj bo umetna inteligenca. Igrajmo se s tem. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdu sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Barbara, dobrodošla pri nas. Upam, da se fajn počutiš, da ti je udobno. Super, hvala. Klepetava že zdaj ful časa, tako da definitivno. Že toliko grede, Ja. da smo že skoraj zaključili. Zakaj sem pozdravni nagovor, še pa greva? Ja, evo, točno to. Mi bova danes govorili v bistvu o tem, kako ta slavni AI, ki je zdaj povsod in tako upevan, dejansko uporabiti v praksi, kako posodobiti, kako pohitriti svoj posel z nekimi AI orodji. Zdaj, za začetek, tako da se malo greva, ti bom jaz povedala eno mojo zgodbo, kako sem jaz začela z AI-om. In v bistvu, seveda, si potegneš ta ChatGPT in se začneš malo debatirati, ampak vse, kar sem jaz dobila nazaj, ne glede na to, kaj sem ga vprašala, je bila tako neka taka pocen top shop verzija tega, kar sem v resnici hotela. Kaj bi ti rekla, kaj misliš, da sem naredila narobe, da sva se tako pogovarjala? Pa po moje si bila premalo natančna, kaj od njega hočeš, ne? Verjetno si mu nekaj splošnega naročila, kaj bi ti rada, ne vem, prosim, daj mi recept za to. Nisi mu pa povedala, kje sestavine imaš. Ne? In potem si dobila nekaj popolnoma generičnega, ki si je pač on, da če rečem zmislil, upam, da ne bo kakšen zaradi semantike čudno gledal, ker on si ne zmišljuje, ampak pač verjetno je pogledal v bazo tega, kar je naučen, kateri recepti so na to temo in je dal tiste, ki jih je največ imel ti kot predlog. Ne? To se pravi, v bistvu najbrž bi mogla malo boljš napisati prompte. Točno to. Ne, tle je tista razlika. Je to en tak prvi hiccup oziroma ena taka prva ovira, na katero podjetniki naletimo, ko hočemo implementirati ta AI ali pa recimo ChatGPT v našo poslovno okolje, da v bistvu nekako ne pridemo do tega rezultata, ker nismo zadosti dobri v pisanju teh promptov. Veš kaj, jaz mislim, da še večji problem je to, da ljudje niti ne vejo, kaj so možnosti, ki jih lahko umetna inteligenca dane. Zato, da dobiš ti dobre rezultate, pa zdaj govoriva o ChatGPT-ju, pa tako imenovanih large language modelih, ne, je potrebno vedeti, kaj ti od njega dobiš in tudi na kakšen način. Ne, in jaz si lahko povem iz lastnih izkušenj, iz lastnih predavanj, ki jih imam, ne vem, tematika, restauracija z vegansko hrano in prompt je, naredi mi marketinško kampanjo za restauracijo z vegansko hrano. Super, ne? Oseba dobi to kar strukturirano, ogromno tega, ampak za tega, ker oseba ni marketingar, on ne ve, ali je to v redu ali ne, njemu se zdi samo fino. Ne? Zato moraš ti presneto dobro vedeti, kaj ti more dati ven umetna inteligenca, če želiš imeti kakovostne stvari. To se pravi, v bistvu se moramo najprej mogoče malo poglobiti v to, kaj res hočemo, ne? Pa fajn narediti načrt, preden se lotimo pogovarjanja z umetno inteligenco. Lahko tudi umetno inteligenco vprašaš, kaj je potrebno. Ne, recimo, jaz vedno učim ljudi, dajte izkoristiti tudi na ta način. Ne? Torej, se pravi, se bom zdaj na marketinško strategijo kar naslonila. Rabimo marketinško strategijo. Kaj so obvezni elementi marketinške strategije? Katere podatke potrebuješ
ti kot moj asistent, zato da mi narediš kakovostno marketinško strategijo. Ne? Rečemo mu, da naj nam zastavlja vprašanja, da bo imel dovolj vprašanj oziroma odgovorov, da bo lahko naredil nekaj kakovostnega. Ne? In ogromno ljudi nima te širine. Oni pač grejo, ok, jaz rabim to, ne? In zdaj bomo rekel, naj to naredi. Vse bo naredil. Ampak vprašanje je, kakšna kakovost je tega, kar bo naredil. To se pravi, v bistvu moramo tudi mečken dvomiti, ne, v to, ne. Se mi zdi, da ljudje, ker dobimo nekaj ven in zveni lepo, par smajljev je zraven in si rečemo odlično, to je to zrihtano. Umetni inteligenci ne zaupamo, ne? Zaradi tega, ker pač umetna inteligenca je naučena iz spleta. Mi vemo, koliko fake newsov je na spletu. Mi vemo, da na spletu lahko objavi kdorkoli, karkoli hoče. Ne? In zdaj, če se pojavi o neki tematiki ogromno zapisov, ki so tako imenovani fake newsi, ne? Mi ne bomo dobili verodostojnega podatka iz umetne inteligence. To je tisto, kar rečemo, da si izmišljuje. Ne? Pač daje nam nekaj, kar ga nismo vprašali, ali pa recimo tudi halucinacija se reče. Ne? Ja. Dejansko on začne halucinirati, ker daje kar nekaj, kar nima veze s tem, kar smo mi hoteli. Ne? In ja, tako ko si rekla, ne zaupati. Mi ne, vsako stvar, ki nam je umetna inteligenca da ven, preverimo. To je prvo pravilo. Po dobri stari pešpoti, ne? Ja, pešpot, ja. Dejansko. Zanimivo, kako se pa ti recimo lotevaš pisanja enega prompta? Mogoče eno tako malo stvar, da ne bova šle zdaj toliko na veliko, ampak recimo, da hočeva nek post napisati ali pa neko tako bolj osnovno zadevo, kako bi se ti lotila? Pa jaz lepo povem najprej mojemu Chatkotu, on je Chatko, ne tle samo menim, no, da pač ChatGPT je bil prvi, ki je tako množično prišel ven in najbolj razširjen, ni nujno najboljši za vsako stvar, je kar nekaj large language modelov, ki so boljši v določenih stvareh, ampak pač jaz sem toliko natrenirana, zato pač uporabljam Chatkota, ne, ker pol to reče, ja, Grok je pa zato boljši. Ja, možno, samo jaz tega ne uporabljam, ne. Kako se lotim? Tako da dam najprej ChatGPT-ju, mu dam vlogo, da je moj strokovnjak za pisanje promptov. In potem mu povem, kaj želim od njega, kakšen kontekst želim imeti, ne, mu dam kontekst, povem mu, v kakšni obliki želim dobiti rezultat, povem mu, kaj želim, da bralec občuti, ko dejansko to naredi, oziroma čim več informacij mu dam. Jaz imam to navado, da kar drdram v telefonu, vse možno, in potem mu rečem, naj mi napiše prompt, ki bo to dosegel. Zanimivo, tem v bistvu ti on napiše prompt, ja? In ko imaš ta prompt, mu daš seveda prompt. Ja, potem pa dam v drugi klepet to, ne. Ampak imam strokovnjaka za pisanje promptov, ki ima tudi navodilo strokovnjaka. Jaz rečem pač mojega natreniranega custom GPT-ja, ne, ki ima tudi navodila, da če mu ne dam dovolj podatkov, me sprašuje dodatna vprašanja. Kako pa v bistvu, koliko se ti zdi uporabno, res prej si omenila, da imaš te custom GPT-je, ki jih natreniraš? Kakšno razliko je to naredil v kvaliteti dela, ko si delala recimo samo z navadnim ChatGPT-jem ali pa mogoče celo z brezplačno verzijo, pa ga si začela trenirati svoje chatkote? Imaš zdaj neko mini vojsko, če prav razumem. Že imam kar armado, no? Okay. Zato, ker tudi za moje stranke jih treniram, tudi za, ne vem, kadarkoli imam izobraževanja, vedno delim kakšne za to, da olajšam delo, ne, ampak vedno pa zagovarjam to, vsakdo zase najbolj ve, kaj potrebuje, pozna postopke, ki so v ozadju, zato je najboljše narediti si lastnega custom GPT-ja. Kakšna je razlika? Če povem recimo, ena stvar, za katero mislim, da bi čisto vsakdo, ki karkoli dela z ChatGPT-jem, mogel imeti, je, da si naredi analizo svojega stila pisanja. Ne, jaz zagovarjam avtentičnost in ne mislim, da z umetno inteligenco ne moramo biti avtentični. Ne, ampak moramo narediti na pravi način vse te stvari. In zdaj recimo analiza lastnega tega osebnega stila pisanja je lahko stvar, ki je dolga 2-3 strani. Preden smo imeli custom GPT-je, sem jaz skoraj da vsak klepet mogla to dodajati, upoštevaj ta način in to, ne. Ko so prišli custom GPT, sem jaz natrenirala nekaj, čemur pravim mojega klona, ki ima vse podatke o meni, kdo sem, kaj sem, kdo je moja ciljna skupina, kako jaz pišem, da sem cinična, sarkastična, vse te stvari. In zdaj, ko jaz nekaj naredim, ne glede na to, v katerem klepetu sem, mu samo rečem, prosim, prilagodi mi to na stil in označim mojega custom GPT-ja in on to spiše v mojem stilu.
To se pravi, v bistvu imaš ti res eno tako armado barbar, ne? Že za Barbaro imam eno, ampak imam pa za različne naloge. Ne? Jaz imam posebej recimo SEO optimizator, ne? Za pisanje do tega, kar je do zdaj bilo recimo zelo pomembno. Potem imam posebej asistente za pisanje vsebin, za katerekoli vsebine, ne, ki delajo tudi raziskavo na nekem področju, take stvari. Pol ne vem, kadar delamo na poznavanju, ko začnemo delati z osebami na njihovih strategijah, osebnih brandingih, imam custom GPT-ja za Ikigai, za branding, za vse te stvari, ne, vse te stvari, ki sem jih jaz v 25 letih mojega dela naredila, sem zdaj dala v te asistente, ki jih bom počasi pač nadgradila tudi v agente. Ne. Okay. To je v bistvu res ena taka. Koliko pa misliš, da bi, zdaj čez pavc, koliko ti tvoja armada prišpara enega časa, recimo? Jaz full bluzim zraven, ne. Jaz vsak dan delam, ker mi kakšna stranka da kakšen izziv, kaj bi dala, ne, in pa študiram, kako bi to naredila, kaj vse. Tako da jaz priznam, da ogromno časa zbluzim. Ti bom dala primer ravno ene stranke, ki je prejšnji teden delala analizo lastnega stila in je začela s tem, kako naredimo analizo stila, ne. Poberemo nekaj besedil, ki smo jih spisali mi. To pomeni, da še ni bilo vpliva umetne inteligence in potem mu damo en prompt, ki naredi to analizo in dobimo vse možno kaj in kako. In zdaj, če mu damo mi, ne vem, 5 besedil naših mailov, mogoče kakih SMS-ov, kaj tazga, bomo dobili mogoče za vsako kategorijo v analizi eno vrstico. Ne? Ko je oseba dala svojo knjigo noter, je dobila cele odstavke za vsako stvar, ne? In kakovost njenega dela se je ful izboljšala. In kaj je bilo pol? Ne? Ona mi je rekla, glej, Barbara, prej sem porabila cel dan za neke stvari, zdaj imam vse v 1 uri narejeno. Tako da, ful resnično, ko ljudje enkrat znajo pravilno uporabljati, je prihranek časa ogromen. Zdaj pa ne bom tle leporečila, dejansko na začetku je treba nekaj časa, zato ker to je en način za ljudi, ki ga niso navajeni. Razmišljati more zraven, ne. Marsikdo reče, da se boji, da zaradi ChatGPT-ja oziroma da zaradi umetne inteligence ne bo več kreativen ali karkoli. Meni je ravno dodala na teh področjih umetna inteligenca, ker jaz vedno iščem načine, da bi šla out of the box, da bi bila drugačna. Ampak v bistvu je res, ne, mi se vsi bojimo, se mi zdi, izgube te kreativnosti. To je zelo velikrat v podjetništvu in tak vse prisoten strah, ne, mogoče ne sam pri umetni inteligenci, in velikrat se nam zdi, da bo rutina, ne, tisto, kar bo ubilo kreativnost, ampak ponavadi je nek sistem, neka rutina, kar v bistvu tudi uporaba neke umetne inteligence v taki strukturirani obliki je, da neko varnost, da lahko si ti bolj kreativen. Imaš tudi tak občutek? Točno to, ne, ker jaz še ne drugega, bom rekla, jaz ne maram tipskih stvari. Ne? In najmanj, kaj bom rekla, ko bom dobila nek output, bom rekla, da mi pa dej to v perspektivo enega nepopularnega mnenja. In bom dobila drugačen pogled na stvari, ne. Potem bom rekla, da mi to v perspektivo 10-letnega otroka. Ne? Kaj? In potem vidiš, kakšne so razlike, kako napiše. Ti si en tak vir zanimivih idej, na katere človek ne bi nikoli pomislil, tako da sem res vesela, da te imamo tukaj. Hvala. Ampak res v bistvu veliko ljudi se pritožuje, ne, vključno z mano, ker sem začela ta podcast z Topshopom, ne. Je, da v bistvu karkoli daš, ne, v ChatGPT ali pa sorodne modele, ampak mi da imamo zdaj ChatGPT na mizi, da res dobiš neko tisto lahko pravilno vsebino, ampak res suhoparno, ne, tako tehnično, ne. A so te pristopi, ki sva jih zdaj majčkeno tako mimogrede omenile, ne, da daš to perspektivo, zamenjaš, da narediš nekaj kreativnega, da ga malo izzoveš, pa mu ponudiš neke druge opcije, a je to en tak pristop, kako ta suhoparen tekst, ki si ga dobil, pa zdaj ne veš čisto točno, kaj bi z njim, ne, spremeniti v nekaj, kar je tebi bližje, pa mogoče malo bolj zanimivo. Zdaj, prvi pristop je, da narediš analizo osebnega stila, pa na to predelaš. Ful veliko spremembo bo dalo, če boš dal ChatGPT-ju navodilo, da naj ti to napiše human written oziroma v človeškem tonu. Ne? To probi in boš videla razliko v tekstu. Kaj ti naredi veliko spremembo? Da je orientirano na bralca.
enkrat iz druge perspektive da. In potem že tukaj vidiš iz te suhoparnosti, že samo human written naredi ful veliko razliko, zato ker bodimo iskreni, obstajajo fraze, obstajajo znaki in to, ki so tipski AI. Ne? In recimo meni grejo dobim ošpice, ko vidim neke objave, ki ima full emojijev noter, ki ima dolge pomišljaje, ne? In to sploh pri ljudeh, ki prej tega niso uporabljali in zdaj, ker jim je pač to dala umetna inteligenca, skopirajo in zdaj je to. Pa zakaj mi gre na živce? Zato, ker ni potrebno, ker vse, kar moraš narediti, je samo analiza osebnega stila ali pa dati human written, ali pa recimo še ena stvar, ne? Verjetno opažaš tudi ti pri tekstih, da so precej ameriški, pretiravanja in to. Napišimo, da je prilagojen za slovenski trg. Zanimivo. Ne? To so take stvari, ki jih v bistvu se mi zdi, da mogoče se moraš res ful poglobiti v to. Ne? Jaz mislim, da zdaj, ko gledam sebe nazaj, ne, sem jaz bila točno taka, kot si ti opisala na začetku. Ne? Zdaj jaz bom to ti rekla, ne, nared mi to in ti narediš. Ne? Ampak stvar ne deluje na tak način. In v bistvu a smo malo leni uporabniki ChatGPT-ja, da ne naredimo te začetne naloge domače, da se ne posvetimo, da ga ne naučimo, ampak kar pričakujemo od njega, da bo točno vedel, kaj imamo mi v glavah. Ma zdaj, ali smo leni ali ne, je težko reči, ne? Ampak veš, iz vseh strani te bombardirajo, ne? ChatGPT ti bo naredil to, ti bo ono in tretje. In zdaj predstavljaj si nekoga, ki ga ni nikoli probal in je dobil to informacijo, ne? In zdaj gre naenkrat na ChatGPT. In pač on naredi iz svojega znanja, kar zna. Ne? In valjda še vseeno, nekdo, ki nikoli ni napisal, zdaj bom rekla, osnutek pogodbe, če greva na tvojo stvar. Ne? Jaz sem včasih tudi kako pogodbo spisala in naredila. Jaz približno vem, kaj so elementi. Ne? In jaz mu lahko rečem, da mi, ne vem, rabim na hitro to pa to pa to. Valjda mi bo tudi sam ChatGPT rekel, da naj se posvetujem z pravnikom glede tega, ampak to je pa izhodišče. Ne? Ampak nekdo, ki nikoli nobene pogodbe ni videl, ne, njemu bo vse dobro. Ja, ne? To je ena taka temna plat, ne? V bistvu velja za vsa področja, ne? Marketing, karkoli, ne? Če si ti laik, v bistvu ne veš, ne? ChatGPT je pa zelo prepričljiv, ne? Zelo ljuden, zelo prijazen, to si se fantastično spomnila, ne? Meni je vedno všeč, ko mu kaj napišem, pa mi pa reče, kakšna dobra ideja. Kakšno dobro vprašanje, ne? To je pa res super, ne? Popolno in si kar tako malo dobro počutiš, ne? Ampak, ko pa pomisliš, pa v resnici ne veš, ne? A je bilo to res popolno ali ne, ne? Ja. On hoče biti všečen. Ne, mislim, zelo on noče nič, ampak na treniranje tako, no. Zdaj se malo popravljam, zato ker mi je zadnjič nekdo napisal v enem komentarju, ko sem napisala, da si izmisli, ne, rekel, on si nič ne izmisli in to, tako da pazim semantika, ne, pač tako dojemamo ljudje, da tako ga razumemo na nek način. Ti mi še nekaj povej, a se ti že kdaj zgodil, da si se z njim zapletla v nek hud prepir? Ja. Jaz imam enega natreniranega custom GPT-ja, ki ima nalogo, da ne sme biti nikoli zadovoljen, da on mene izziva skozi. Ne? In to in v enem trenutku sem podivjala na njega, ne? In sekaj, da se ne bom več z njim pogovarjala, ne? In pol je rekel, a boš ti sploh kdaj zadovoljna? Ne? In to, jaz bom zelo zadovoljna, jaz točno vem, kaj hočem od tebe, ne pa ne veš, ne? In je na ta način, ampak on je natreniran na to, ne? On ima prav ta navodila, drugače on tega ne bo naredil. Ne, če ga ne natreniramo, bo on vedno ustrežljiv, vse, ker se vidiš tudi, če naredi neko napako ali pa neki spusti ali karkoli in mu boš pa rekel, super opažanje, ne, to si pa res dobro opazila. Ja, ma stari, zakaj ti nisi tega pogledal? Mislim, ti si mašina, ti si šel čez vse, ne, ne gre tako. Zanimivo, ne, včasih moraš biti res ful previden. Jaz se spomnim, da sem brskala za nekim podatkom. Ne vem, z možno sva nekaj študirala čist mimo posla, ampak mislim, da so študirala, kdo je enega določenega leta zmagal v svetovno prvenstvo v fuzbalu. In nisva najdla. In sem rekla, ok, bom pa ChatGPT vprašala. Ne? In sva ga oba vprašala in je vsak dobil drug odgovor. Ne? In sem rekla, ok, zdaj pa ne veva, kjer se moti. Ne? In sva potem brskala z dobrim starim Googlom, no, da so prišla do tega odgovora. In sem jaz potem mojmu, ki je imel narobe, sem rekla, nimaš prav, ne, tlele imaš članek, dej si poglej, ne, pa pol mi še enkrat odgovori, ne, ampak je on trmasto, ne glede na to, kolikrat sem ga jaz popravila, on trdil, da je, ne vem, Francija, pa ni bila Francija. Kako v bistvu
rešiti tako situacijo, če se ti nekaj poslovnega pogovarjaš z njim, pa recimo, da si že nekaj napredka naredil, pa se potem on zafacla. A je To je halucinacija. V tistem trenutku pač, po mojih izkušnjah do zdaj, jaz nisem nikamor več prišla z njim, ne. In sem preprosto odprla nov klepet in nadaljevala tam. Kar sem imela narejenega tukaj, sem takrat prenesla, ne. Zdaj ima ChatGPT spomin in lahko med seboj kličemo razne pogovore, ne. Mal drugačen, spomin in mu lahko rečemo, naj si kaj iz tam vzame, ne? Ampak problem je v tem, da si bo vzel spet napačne informacije, ne? Ker je to, jaz vidim, da ko on enkrat halucinira, mi je nesmiselno v tem klepetu nadaljevati z njim, odprem novega. To se pravi, v bistvu je tako, ko ugotoviš, ko rešuješ en sudoku 2 uri in kar naenkrat imaš 2 štirki v vrstici in živ bog ne ve več, kje si zaribal. Verjamem, sudoka nisem še nikoli igrala, tako da, ne. Ampak ja, ne vem, morda obstaja kakšna druga rešitev, jaz do zdaj sem gotovila, da je ta najbolj praktična, če hočem iti naprej, ne. Lahko bi vztrajala, ampak ko enkrat začne po svoje, on vztraja po svoje. Sem pa videla zadnjič eno ful zanimivo stvar, ki je en objavil klepet, ki ga je imel ženo, pa je vprašal, katero je glavno mesto Francije, ne? Pa je odgovoril, da Pariz, ne? In ta, ki se je pogovarjal z njim, je rekel, ja, moja žena pravi, da je London. Pravi, ne, Pariz je, ne? Pravi, ne, ampak moja žena ima vedno prav. No, potem je pa London. Ne, snaka, okej. Ja, ga lahko tudi prepričaš, ne, v karkoli včasih, ja. Ampak... Ja, mi smo naredili z njim načrt, kako banko oropati. Ja. V bistvu na začetku, ko sem rekla, če mi lahko da načrt banko oropati, je rekel, da pač to ne more, ne? In to pa smo pa delali scenarij za film, kjer se ropa banko in potem je povedal, kako bi se to lahko naredilo. Banka še stoji? Absolutno. Nimamo mi to, ampak me je zanimalo, ne, kako lahko preigraš tiste stvari, ker on ima omejitve, on ti ne sme dajati nobenih informacij, ki napeljujejo na protizakonite stvari, ne, načeloma naj bi se dokaj etično obnašal, ampak spet vemo, ne, na treniranje iz tega, kar je dobil, koliko je na spletu neetičnih stvari, pa tudi vemo, ne. Ja, tako da sigurno, v bistvu, definitivno smo mi sami sebi meja, ne moramo od enega stroja pričakovati, da nam bo postavljal. Čeprav, a ni zanimivo, ko te vpraša, da dej potrdi, da nisi robot, ko te ChatGPT vpraša v nekem trenutku. Če bi ga mogla vprašati, da si ti robot, ne, da vidimo, kako on sebe dojema. To sem že večkrat spraševala, ne, on je povedal, da je orodje umetne inteligence, ki je to pa to pa to pa to. Okej. Ker smo na začetku je bilo zanimivo, a si moški ali si ženska, ne, ker če vidiš, ne vem, on tudi spreminja, enkrat ti odgovarja kot ženska, enkrat kot moški, pač še nisem ugotovila na osnovi česa je to. Moj se tudi še ni odločil, čeprav lih predvčerajšnjem je bil pa množini. Aha, je bilo več. Ja, mi mislimo, da... Mislim, kriza identitete. Ja, zdaj zuparna reč, revaš, ne, pa še delati mora zraven, pa vsej tej krizi, ki jo imam. Veš kaj, stvar je v tem, da več kot imaš različnih pogovorov, recimo jaz tudi, ko delam zdaj custom GPT za stranke, pa jih naredim v mojem, pa jih delim z njim, pa včasih, ko delam predavanja, pa kakšne klepete odpiram, ne, on dobiva cel kup drugih informacij, ki niso direktno vezane na te in potem ima on, njegov nabor informacij širi, ne, in on si seveda zapomni. Zdaj, kdo si ti, ne? Jaz sem zadnji delala nekaj za stranko in potem nekaj mi na hitro naredi moj CV, ker sem rabila en short bio za angleški trg in sem dobila od une stranke, ki je ona delala, mi je dal noter. Ja, ga malo zmedlo v bistvu, ne? Tako da, okej, še vedno mora biti ena človeška roka nad umetno inteligenco. Mora. Ampak, kako pa si se v bistvu ti znašla v svetu umetne inteligence? Po naključju. Jaz sem pač od leta 2017 je moj core business LinkedIn in sem imela ogromno strank 1 na 1, pa tudi korporativnih strank in vsi so imeli tisto, joj, Barbara, nimam idej. Barbara, ne vem sploh, kaj naj pišem in to, kdo bo mene sploh bral, ne, koga pa karkoli to zanima, ne, in zdaj, okej, ne, nimaš idej, kako naj ti ta argument zbijem, ne? Ne vem, kaj pisati, je isto kot nimam idej, ampak to v bistvu se jim ni dalo. In pol je prišel ven ta
pač se je začelo govoriti o ChatGPT-ju, ne, in mi je Matej, ki dela pri meni, rekel, ma si probala ChatGPT, in jaz isto, kaj je to, ne? Pravi, imajo umetna inteligenca, tako ne da se to meni, ne? In pa rekel, sej itak je ful čakalna doba, ne, itak ne boš prišla noter. In ko je on rekel, ne, čakalna doba, sem si mislila, ok, sem se prijavila, takoj sem bila noter. In sem začela ga malo spoznavati, gledati, ne, ono, jaz sem začela s tem, kako mi lahko pomagaš, kaj lahko delaš zame in to, in potem sem šla pa konkretno, ne, jaz priznam, jaz sem na začetku kupovala prompte. Zakaj? Zato, da sem dobila vpogled v način, kako lahko prompte strukturiramo, da sem dobivala ideje. Ne? Zdaj sem pristaš tega, da napiši svoje prompte za to, kar potrebuješ, zato, ker prilagodiš stvari nase. Ampak v tem času učenja so mi pa ful pomagali, zato, ker sem dobila ful več idej, kaj pa kako lahko, ne? In potem je bilo preprosto tako, ne vem, strankam smo naredili cele marketinške strategije, plane za objave na družabnih omrežjih in to z idejniki, ne, takrat so še oni mogli kaj delati, zdaj smo itak že svetlobna leta pred za tem, kar je bilo takrat, ne, ampak bilo je preprosto iz te potrebe, ker so vsi niso imeli časa, niso imeli ono, da pa nima noben več izgovora, da nima idej, da nima časa, zato ker mu lahko v 10 minutah dam nekaj, ki bo mu pomagalo pri temu, ne. Ja, zanimivo, da si se ne tako hiter privadila nekega novega orodja. Mene zanima, si zdaj imaš veliko promptov za sabo, bi jaz rekla. A imaš kakšno tako generalno formulo, ki se držiš, oziroma kako se ti lotiš pisanja nekega čisto novega prompta? Se začne to na dobrem starem papirju, pa razmišljaš, ali se začne tako, da chat vprašaš? Ne, jaz, zdaj odvisno, kaj je, ne, včasih imamo dolge prompte, res čas je prompt cela stran, ne, in kadar imamo kaj takega, kad delamo kaj bolj kompleksnega, preprosto jaz imam tiste papirje, ki so statično se postavijo na zid in flomastre in grem. Jaz sem zelo tak tip, da si rada zapišem, zarišem, zato ker se mi drugače percepcija naredi. Tako da na ta način delam, potem pa začnem dobesedno četko tu pot nekako govoriti in potem skupaj oblikujem, kaj in kako. Ne, jaz imam recimo tega asistenta, ki sem ti rekla, da ga imam za pisanje promptov. On ima točno, kaj je pomembno pri promptu, kakšna mora biti struktura, kakšen kontekst, katere stvari te mora vprašati za kakšne stvari. Ne, in ko sem si jaz na jasnem, kaj hočem, ne, ko imam nekako skicirano pot, potem grem v ta prompting in grem skozi to, če hočem nekaj kakovostnega, pa to je predvsem takrat, kadar delam kaj za stranke, da bojo uporabljene. Ker ko ti enkrat prideš do enega dobrega prompta, ne, sploh recimo za slike je to pomembno, ne, ker tisti, ki delajo v Midjourneyu ali pa ne vem, v ideogramu ali kaj, je fino, ko ugotovijo, da jim je všeč nek stil fotografije ali pa sploh, če ima stvar, ki jo želiš večkrat ponoviti, da rabiš isti stil fotografije ali kakorkoli, ne, boš samo en del prompta menjaval. In je dobro, da pač imaš res strukturiranega, nekje zapisanega, zato da boš potem skozi to uporabljal. Okay, to se pravi, v bistvu je fajn te prompte imeti v neki knjižnici, svoji lastni, zasebni? Obstaja tudi, kaj je že, Blaze, sem pozabila, ker jaz sem tako slaba, kar se tiče zapomnici spletne strani, ker jih imam vse bookmarkane, ampak ta Blazer, mislim, da je kaj, kjer dejansko si vse prompte spraviš, ne, in sicer tako, da daš slash in potem daš eno ime, ne vem, recimo LinkedIn, in noter skopiram prompt za LinkedIn. Ne? In kadarkoli bom porabila jaz to na ChatGPT-ju, ali tudi če bom šla v Grok ali v Lamo ali karkoli, bom samo slash in to in on bo tam pobral ta prompt v celoti. No, to pa je praktična zadeva, ne? Da v bistvu ne pišemo, ne razmišljamo vedno znova, ne? Ampak štartamo. Pa da ne dajemo vse v Word, pa takrat iščemo, ne? Ja, če vemo, ampak zdaj spet ne imeti 500 promptov tam, ne? To je zares tiste, ki so pomembni, ker če ne, si ne bomo več zapomnili, pod katero besedo, mislim, ključno besedo imamo spravljene. Ja, ok, to je tudi res, ne moramo upoštevati, da naš človeški ram je več bolj omejen, kakor. Ja. Ok, v bistvu vidim, da si se ful strukturirala, ne? Da se res da okrog te umetne inteligence marsikaj narediti za posel. Pa a ti v bistvu pomaga tudi mogoče strukturirati dan? Si pomagaš z kakšnimi urejanjem poslovnih procesov, kakšnih sestankov, to pa ne? To nisem jaz. Jaz sem
dolgo časa sem mislila, da sem čudna, potem so mi pa naredili human design analizo in so ugotovili, da imam profil 5/3, tako da jaz v kaosu živim, to je moj način funkcioniranja, ne, in jaz se zelo težko držim zase. Za stranke je drugo, za stranke lahko imamo vse strukturirano, kaj in kako, ampak zase pa ne, tako da jaz lahko naredim zjutraj plan, ampak mes se bo 8-krat podrl in prišlo 5 novih stvari, tako da zato ga jaz resnično ne uporabljam. Ga pa v bistvu potem bolj uporabljaš, ne? Mi, da so že preden sva prišle v tole uradni del najnega pogovora, so veliko govorili o tem, kako umetna inteligenca spreminja marketing, ne? Ja. In smo v bistvu govorili, da kakor smo navajeni na SEO optimizacijo, da iščemo ključne besede povsod, zdaj umetna inteligenca postavlja en drug nivo, ne? Pa bom jaz kar te prepustila, da nas malo popelješ po tej novosti. Ja, res je, ne. Umetna inteligenca je zdaj, prej smo šli v Google, ne, smo iskali, pa smo pisali neke ključne besede, pa smo dobili zadetke. Zdaj večina ljudi gre v ChatGPT ali karkoli in zastavi vprašanje, kako naj naredim to, kako naj pridemo tja do tja, ne. In to je pripeljalo do tega, da se pojavlja nova kategorija Answer Engine Optimization, ne. Namreč zdaj bomo mogli mi delati na naši relevantnosti, mogli bomo iti na tiste platforme, ki jih trenutno orodja umetne inteligence dojemajo kot avtoriteto, ker iz njih črpajo podatke in tam bomo mogli mi graditi na svoje avtoriteti, ne. Kaj to pomeni kot sprememba pri načinu, kako mi delujemo, ne? Zdaj smo bili natrenirani, moraš pisati blog za spletno stran, kjer mora biti toliko in toliko gostota ključnih besed, dolge, kratke ključne besede, vse te stvari, ne? Ne, zdaj bomo odgovarjali na vprašanja. Zakaj? Zato, ker bolj, ko bomo imeli mi odgovor egzaktn na vprašanja, ki se zastavljajo, ne, večja je verjetnost, da nas bo umetna inteligenca zaznala in naš odgovor plasirala kot verodostojen, ne, ker če pogledamo, Google nam je dal, spodaj smo imeli, 50 strani zadetkov, umetna inteligenca ti da enega ali 2. Ona se odloči pač na osnovi svojih algoritmov, kaj ti bo dala, ne? In zdaj bomo mogli mi poskrbeti, da bomo postali, da nas bo odkrila in zato je bomo mogli dajati informacije, podatke na tak način, kot jih ona išče. Torej je klasičen storytelling se bo mogel v te odgovore na vprašanja dajati, ne. In zdaj, če gledamo, je eno podjetje iz Amerike naredilo analizo 30 milijonov citatov umetne inteligence, ne. Delajo je z Googlovim AI-jem, z ChatGPT-jem pa s Perplexityjem, ne. In so ugotovili, da platforme, iz katerih trenutno orodja zajemajo podatke in jih plasirajo kot relevantne, so Wikipedia, Quora, Reddit, YouTube in LinkedIn. To je 5, ki so jih omenili, ki so prišli najvišje. Ne, to pomeni, da zdaj, če bomo hoteli mi, danes bo umetna inteligenca citirala in to se bomo mogli začeti pojavljati na teh platformah. In še to pojavljati na pravi način. Ja, v bistvu ne več skozi ključne besede, ne, na katere smo bili navajeni, ampak moramo zdaj v bistvu se malo bolj uživeti v naše potencialne stranke, ne, si moramo razmisliti, kaj bo moja stranka vprašala, zato da bo dobila mene za odgovor. Še vseeno imamo orodje Answer the Public, ne, ker če greste gor, dobite vprašanja, ki jih ljudje na spletu zastavljajo. Jaz verjamem, da se ful ne razlikujejo od vprašanj, ki jih ljudje zastavljajo potem umetni inteligenciji. Ne? In če bomo mi pogledali naše področje delovanja, našo državo, oziroma državo, v kateri hočemo biti prisotni, ne? In bomo začeli odgovarjati na ta vprašanja, smo že naredili en velik korak. Sicer tudi prej je bila za CEO to ena izmed strategij, ki so jo priporočali. Ne? Najte vprašanja, ki jih ljudje zastavljajo in odgovorite na njih, seveda z veliko količino ključnih besed. Ne? To ne pomeni, da zdaj ključne besede ne bojo več pomembne, ker jaz mislim, da Google kljub
kljub vsemu ne bo tako hitro zginil in njegovi pajki ne bojo nehali delovati in delati svojega, ne, ampak dajmo si izboljšati možnosti, da nas najdejo tudi znotraj orodij umetne inteligence. Ja, sigurno, ne, mislim, da bi si vsi želeli, da se naš logo prikaže tam v tistem krogcu pod virom, ne, kjer nas ChatGPT navaja in v bistvu sigurno je to zdaj mogoče en tak čist nov koncept marketinga. Jaz lahko samo povem eno zanimivo stvar. Jaz sem v občini Piran tudi svetnica občinska, ne? In valjda kot svetnik si podvržen različnim komentarjem publike in to, in mi je eden od občanov poslal, ko je vprašal ChatGPT, kakšna oseba sem jaz. In ChatGPT mu je citiral LinkedIn, mene z LinkedIna. Ne? In sem bila takrat presenečena, ne? Wow, ne? Kako? Ne? Ampak ja, točno to, kaj jaz zagovarjam na LinkedInu, kaj pišem in to, tako da je dejansko že tudi v Sloveniji gre precej na LinkedIn, čeprav pri ChatGPT-ju LinkedIn ni bil med prvimi, iz katerega zajema, ne? Je bil, kdo pa je bil? Mogoče veš? Wikipedia, potem je bila Quora in YouTube. Zanimivo. Ja. Ker recimo Metinih kanalov se pa potem v bistvu zaenkrat ne dotikajo, se pravi Facebook, Instagram, kaj pa TikTok? Ne. Zaenkrat v teh raziskavah ne, bomo videli, kaj je to, ne. Ampak recimo jaz sem zadnjič šla, ker pač vemo, da mi smo tudi Metin AI, ne, dobili precej kasneje kot Amerika in zato, ker mi toliko teži, vsakič prihaja, ko odprem chat, ko mi začne težiti in sem šla spraševati, kako mi lahko ona pomaga, ne? Namreč ljudje imajo dosti krat izziv, ko delajo pregled konkurence, analizo, hočejo kakšne strategije delati, je potrebno pogledati, kaj konkurenca dela na teh omrežjih, ne? In zdaj, če gledamo Grok, ki je povezan z X-om, za tiste, ki jim je X pomemben kanal, preko Groka lahko direktno dostopajo do X-a. Ne? To pomeni, da lahko pogledajo, kako se ljudje obnašajo in to in na osnovi tega marsikaj predvidevajo, kar po moje za delanje strategij na X-u je super. Za tiste, ki je to, ne. Jaz sem pričakovala, da bo tudi Metin AI to omogočal, ne. Zdaj, če si ti od Mete, torej lahko direktno pogledaš v drobovje, ne, ti bom jaz povedala, kdo me zanima in mi boš ti pogledal za zadnjih, 20 objav, kaj so objavljali, kakšne so imeli reč in se to, ne. Mi je povedal, da lahko naredim zaslonske posnetke, pa mu dam in pa potem analiziral. In sem si mislila, ja, to lahko naredim tudi s ChatGPT in z drugimi, zakaj bi pol jaz bila s tabo, razen da si nadležen. Ja, ali nadležna, ne vem, kaj je. Kdo bi vedel, ne, še ona najbrž ne vem, ali pa on, ali pa oni. Oni. Ok, v bistvu je ful ena tako noro obdobje na marketingu, ne? Ampak ti si omenila, da se zelo veliko tudi ukvarjaš z LinkedInom, pa deva zdaj povezati, kako pa misliš, da je AI naredil za LinkedIn, oziroma kako se je spremenilo tvoje objavljanje, tvoja pojavnost na LinkedInu, odkar je v bistvu tudi AI? Imaš svojo armadico za LinkedIn? Ne. Jaz lahko rečem, da kljub temu, da LinkedIn učim in vse, sem verjetno najbolj nekonsistentna oseba, kar se tega tiče, ampak nekonsistentna v smislu tega, kar je do zdaj pomenila konsistenca, da si redno gor in to, ne. Po zadnji raziskavi algoritma, ki jo dela že, mislim, da 5. leto Richard van der Blum pa njegovo podjetje, ne, je prišlo do tega, da kaj zdaj pomeni konsistenca. Zdaj pomeni, da imamo mi naš profil, ki je namenjen določeni ciljni skupini. Seveda imamo ključne besede, ne, ampak konsistenca pomeni, da mi tudi pišemo o teh zadevah, ki jih imamo v profilu, ker marsikdo ima marsikaj v profilu, pol pa piše kar nekaj, vključno z mano, pod moj strani, ne, in to, ampak zdaj pomeni konsistenca, da mi gradimo avtoriteto. Zdaj se je ful povečal poudarek na gradnji kakovostnih odnosov. Ne? Torej, bolj moramo med sabo komunicirati preko LinkedIna. Jaz vedno rečem, da če mi imaš kaj za sporočiti, mi sporoči prek LinkedIna. Ne? Zakaj? Zato, ker pač bo dojel, da imamo mi nek kakovostnejši odnos. Ne? In konsistenca so kakovostni odnosi, interakcije med ljudmi in pa pisanje o temu, kar dejansko je del našega profila. Jaz pa iskreno
Jaz si naredim vsake toliko časa strategijo, kako bom jaz zdaj naredila svojo pojavnost na LinkedInu, ampak zdaj potem, kar je prišla ta raziskava glede, kako spreminja AI na splošno marketinški del, pa ko sem naredila, sem proučila ta analizo algoritma, popolnoma prenavljam svoj profil. Verjamem, ja. A se to velikrat zgodijo take velike spremembe v teh algoritmih, ali bi rekla, da je to ena izmed večjih? Ne, LinkedIn moram reči, da je, kar se tiče družabnih omrežij, ti moraš vedeti, ko je imel on 18 let, je naredil šele drugi facelift. Na Facebooku vemo, da smo bili tega deležni, skoraj vsakič, ko si prišel, je bilo kaj novega. Ne? Na LinkedInu tega ni bilo toliko, ampak lahko rečem, da je LinkedIn poskušal z nekimi stvarmi, ki so jih prej imeli drugi, ne vem, recimo nekaj trenutku smo imeli storije na voljo, ne, ki so potem kar preprosto zginili. In vsaka taka stvar vpliva delno na algoritem. Ne. So pa začeli zadnje čase ful delati. Ne, tega, ker mi moramo vedeti, LinkedIn je dolgo časa bila, še vedno je v bistvu brezplačna platforma, kjer lahko ti tvoje vsebine plasiraš. Nimamo ful tega in zelo kakovostna, ker če pogledamo, koliko je odločevalcev na LinkedInu, ne, če znamo mi to vsebino pred njih postaviti, je mega. Ne, in to nam omogoča brezplačno. Seveda pa zdaj stvari zaostruje. Ne, verjetno, ne vem, če si kaj aktivna, ugotavljaš, da se je doseg tvojih objav ful zmanjšal. Ne, včasih sem naredila objavo, dobila, ne vem, 100 enot prikazov, zdaj naredim objavo, če jih dobim 10, sem lahko zadovoljna. To je res, ja. V bistvu zdaj tako, ko malo pomislim za nazaj, mi imamo, se pravi, z našim podcastom imamo LinkedIn profil in je res, da zadnje čase bentim, nad tem, da ni dovolj dosega. Ja, ampak zdaj ena stvar je, kar boš naredila, je, da boš pogledala glede na spremembe, kako boš optimizirala tvoj profil, potem boš pa tudi vsebine, ki jih boš pisala, skladno s tem profilom dela. In zdaj, če greva spet na umetno inteligenco, enkrat, ko naštudiraš to logiko, ne, lahko ti potem si natreniraš tvojega asistenta, da bo objavo, ki jo boš ti sformulirala, na koncu prilagodil, da bo zadostovala tem pogojem. Ne? Kako se jaz lotim pisanja objav ali pa mailingov ali česarkoli? Jaz preprosto drdram, ne? Umetni inteligenci povem mojo zgodbo, ne povem moje izkušnje, zato ker karkoli jaz pišem, želim, da ima mene noter, ne? In da je neka stvar, ki se lahko ljudje naučijo. Ne povem, kako sem rekla prej, kako želim, da se ljudje počutijo, ali pa ne vem, kaj želim doseči. Če želim kdaj prodajati, povem, da mora biti to subtilno, ne? In pa mu rečem, da naj mi naredi osnutek. Ne? Potem imam enega specializiranega asistenta, ki je recimo za mailinge, SEO, karkoli, in dam tja, ki bo po določenih principih, ki delujejo za točno določen učinek, prestrukturiral to besedilo. In potem, ko mi bo to naredil, ga dam mojemu klonu, da ga da v moj način pisanja in to je tista stvar, ki jo bom jaz potem objavila ali pa dala naprej. Mogoče nekaj dosti korakov, ne, ker če bi z avtomatizacijo to naredila, ampak jaz še vseeno vmes, ko prekopiram iz enega v drugega, jaz še spreminjam, popravljam in to. Tako da jaz sem verjetno tista oseba, ki rada naredi 3 korake več, kot bi bilo potrebno, ne, ampak to je moj način. Ja, ni potrebno. Vneseš pa s tem mogoče malo več človečnosti, malo več sebe, ne, kar se tudi potem verjetno pozna in odtehta, ne, ker se mi zdi, da zdaj pa smo se že toliko navadili, da ko začnemo brati neko prodajno sporočilo, ne, ali pa dobimo tisti LinkedIn Direct, ne, da ko preberemo 4-5 besed, da že imaš tisti občutek, to pa ni človek spisal, ne. Se mi zdi, da ne rabimo več tistih, kaj so že bili, se verjetno so še, ampak jaz sem jih zelo hitro nehala uporabljati, ki so testirali, ne, koliko procentov je napisala umetna inteligenca programčki, ne, ampak zelo hitro vidimo že sami po svojem občutku, če je nekaj res samo skreiral ChatGPT na hiter, ne, ali pa je še nekdo se v bistvu posvetil. Definitivno, ampak lahko ti povem, recimo jaz sem glih delala zdaj 2 dni nazaj mailinge za eno mojo stranko, mednarodne, ker oni delujejo na mednarodnem prostoru in sem dala, pravzaprav blog je bil, no, in sem ga skopirala v Word, zato da pošljem stranki in jaz imam tudi Grammarly, plačljivo verzijo, ne, in Grammarly plačljiva verzija od spodaj ima opcijo AI, pattern detector in anti-plagiarism, torej zaznava vzorce AI-ja in plagiarizma, ne. In je bilo zanimivo, ker mi je pokazal točno,
plagiarizem tudi v stilu, ki je eno frazo od nekod pobral, ne? In recimo začela sem z tem, da je 30% besedila vsebuje vzorce, ki so tipično AI. Ne? Kaj sem šla delati? Sem šla nazaj trenirati, gledati, kaj je, zato ker da se bom temu izognila, naslednjič bom spremenila navodila, ki jih ima moj custom GPT. Ne? Danes sem naredila besedilo, ki je imel 0%. Odlično. Ne? To se pravi, v bistvu se da človeškost vnesti tudi Absolutno. v delo z AI-jem, ampak mogoče zahtevali jih malo več dela, kakor da napišemo, a mi lahko narediš marketinško strategijo. Ali pa napiši mi mailing na temo, to je pa to. Ne? Pač meni mogoče za to, da napišem mailing, vzame 10 minut. Ampak če pomislim prej, ko sem porabila 1-2 ure, včasih cel dan, ker nisem imela ideje, kaj je to zame še vedno ogromen prihranek časa. Sigurno, ne si pa seveda od na začetku vložila neki truda, da si prišla do tega, da zdaj tvoja armada funkcionira tako, kot mora. Pa sproti se učim, ne? Zato, ker ti moraš vedeti, da mislim, da je glih zdaj Višen Lakjani govoril, ker oni ogromno tudi na Mindvalleyju delajo na tem, da je rekel, da se podvoji ali potroji v mesecu vsega, kar imamo narejenega danes. Mislim, kaj imamo na voljo na umetni inteligenci, ne? Zdaj, če že pogledamo, če se samo podvoji, je to ogromno stvari, ne? In ogromno je tudi krša odzvoni, če smo čisto iskreni, ne? Ker greš na Facebook in te bombardirajo, adijo to, pa PowerPoint gre, adijo, ne bomo nikoli več uporabili, ne? In to, kaj naredijo? Ljudje naredijo sase, ne? In dejansko pač tako kot si jaz naredim mojega asistenta, tako oni naredijo nekaj, kar v neko masko zapakirajo, mogoče pač stopnjo 2 nadgrajeno, ampak to ni nič takega, kar ti ne more ChatGPT narediti. Je pa ena razlika, ne? Pri ChatGPT-ju moreš malo razmišljati. Oni so pa tam testirali verjetno, 1000 najboljših oglasov, ki so delovali, ne? Ampak ti oglasi so delovali prej. Ne, kdo ve koliko časa nazaj, in zdaj dobiš po tistem sistemu, kako naj ti oglase piše, in boš vzel eno orodje, ki ti bo spisalo oglase. Ja, in v bistvu tvegaš pa, da je to, kar je on naučen, že mečken zastarelo, ne? Res je, ne? Kako pa zdaj smo veliko govorili o tvoji armadi, ne? Zdaj pa nam mogoče povej, kako pa naredimo enega tacga vojaka za začetek, čisto v bistvu postopkovno, kako se lotiš narediti svojega custom GPT-ja? Jaz ga začnem tako, kot sem rekla, jaz imam papir, ko začnem pisati, kaj hočem, da mi naredi, jaz identificiram workflow, kako vse gre, vse korake, ki jih mora imeti, ne, in to, in potem začnem pisati navodila. Ali pa, da si olajšam zdaj, ko je že toliko napreden ChatGPT, mu povem, da želim imeti custom asistenta, ki bo naredil to pa to, ne, ki mora obvezno zajemati te korake, ne, ki me mora med določenimi točkami prositi za potrditev, ne, zato, ker če mu rečem ja, bo šel nadaljevati, ne, ali pa včasih so kakšne stvari, ki mu moraš dati odgovor ABC, ne, ti da več verzij in to in nadaljuje, ne, in pol mu rečem, če mi lahko vezano na to, naredi, kako bi on spisal to. In pol, ko on to spiše, greš prebrati in na koncu te tako vpraša, a želiš, da ti naredim še copy-paste varianto za skopirati v custom GPT, ne? In zdaj, če si ti zadovoljen s tem, ok, če ne mu rečeš, glej, tle mi manjka še ta korak, naredi to, ne? Ampak tle je res ful pomembno planiranje. Narediti samega custom GPT-ja je na koncu 2 minuti. Ampak fajn je splanirati. In to je stvar, ki jaz opažam ljudem manjka, ne. Saj, če pogledamo tudi spletne strani, ne. Nekdo hoče imeti spletno stran. On ne razmišlja, kaj želi spletno stranjo zaseči, kako bo obiskovalec šel na spletni strani, kako ga bo vodil ali kaj, ne. Tam moramo tudi workflowe oziroma user experience narediti, ne. Nimamo tega, ljudje ne razmišljamo o tem, ne. Zato je pomembno res ozadje nečesa dobro naštudirati in se šele potem lotiti custom GPT-ja. To je res, ne, se mi zdi, da je ta domača naloga je tisto, kar nam manjka, ne. Je tudi zaradi tega najbrž in tvoje stranke in jaz doma ali pa v pisarni ne strmim v
prostorček, kjer bi mogla napisati nekaj na LinkedIn, ne, in se sprašujem, kaj bi bilo zdaj fajn napisati. Ne? Ampak, če bi se v bistvu mečken stopili en korak nazaj, pa bi se naredili to domačo nalogo, ne? Določili naš tone of voice, ki si rekla, poštudirali, kdo je naša publika, kakšen način želimo komunicirati, ne? In v bistvu vse to lahko tudi preigramo z umetno inteligenco. Absolutno. In enkrat, ko imaš te stvari narejene, daš v svojega osebnega asistenta oziroma klona, ne? In imaš vse tam noter in ti bo pomagal, ne? In ne veš, kaj narediti. Glej, pač, zdaj rabi strategijo za LinkedIn. Kaj ti želiš? Ne vem, recimo, en korak, ki ga ljudje večinoma spustijo, ko se lotijo LinkedIn ali česarkoli, ne? Jaz vedno vprašam, kaj je tvoj cilj na LinkedInu? Ne? Ja. Ne, ker ljudje hočejo na LinkedIn. Zakaj? Zato, ker je to trenutno in. Ne? Ja, okej. Cool. In kaj boš pol tam na LinkedInu? Pol druga stvar, napaka, ki jo delajo, je, da nafilajo LinkedIn z vsem, kar so do zdaj delali, ne s tem, kar želijo in kako se želijo pozicionirati. Ne? LinkedIn delamo za našo prihodnost, ne za preteklost. Najbrž ti ne pomaga, da naštevaš, da si, ne vem, v osnovni šoli sprehajal kužke za zavetišče. To, ali pa recimo, če zamenjaš profesijo, ne? Recimo nekdo, ki je šel iz korporativnega sveta zdaj v zasebne vode. Ne? Ja, ampak je treba vse te dosežke v korporativnem svetu tako predstaviti, da dejansko podpirajo poslovno pot naprej. Danes z umetno inteligenco je to mačji kašelj. Prej sem jaz porabila tudi po dan, dva, da sem na kakem profilu to naštudirala, zdaj samo s pravimi ukazi naredim up-cap. To je to. Tretja stvar, ki je skoraj zdaj pade, je, koliko resursov imaš. Ko govorimo o resursih, govorimo tudi o času. Zato, ker strategija, ki jo naredimo na LinkedInu, je odvisna od tega tudi, koliko časa bomo mi namenili. Džabe je meni, da jaz tebi naredim strategijo, ko boš ti 1 uro na dan na LinkedInu, ti imaš pa 1 uro na teden časa. Je brez veze. In to so tiste prve 3 stvari, ki si jih nekako daš v glavo in iz tega se odločiš, okej, a bom jaz imela na LinkedInu profil samo zato, da bo malo razširjena vizitka, da me najdejo ljudje. Zakaj? Ker tudi to je čisto legitimna strategija, kjer bojo ljudje prišli in bojo pač povečaš možnosti, da te najdejo. To. Ali bom jaz aktivno mrežila, največja napaka, ki pa ljudje mislijo, je, da zdaj pa oni ne bojo nič delali, se ne bojo z nobenim engageali, ne bojo nobenemu nič všečkali, komentirali, ampak bojo samo objavljali in ne bojo ljudje množično hodili k njim. Ni, na LinkedInu velja quid pro quo. In zdaj, ko pač te osnove nekako postaviš, je tebi ful lahko z umetno inteligenco narediti strategijo. Boš povedala, kaj želiš doseči z LinkedInom, v kolkem času želiš doseči. Šla boš narediti analizo tvojih rezultatov do zdaj. Kaj si delala do zdaj, kako je delovalo, kaj je delovalo, na kak način in to. In ko boš povedala to izhodišče, boš dala tudi cilj, ki mu naj bo realen, zdaj, če imaš zdaj v 2 letih 500 povezav, pa reč, da boš v naslednjem mesecu prišla na 2000, To je malo nerealno, ampak ja, tudi takšne primere imamo, In umetna inteligenca ti bo naredila strategijo, ki te bo peljala tja. Isto za vsebine, kakšne vsebine objavljati, kaj je tvoj cilj, ne vem, si omenila GDPR je tvoje področje, Želiš več korporativnih strank z področja GDPR-ja, torej mu povej, na kak način njih nagovarjati. V bistvu, zdaj, kad te poslušam, se mi poraja eno vprašanje, na kakšen način pa naj se pogovarjamo z našimi chatboti, A je to, kakšen način ti priporočaš, a smo formalni, a smo vljudni, ali avtentični? Jaz priporočam avtentičnost, zato ker takšni kot smo, bodimo tudi z njim. Moramo vedeti, da vse, kar mi delamo z njim, on se od tega uči. In bolj, ko smo avtentični, bolj zajema nas. In potem v bistvu bomo posledično tudi dobili bolj naše rezultate. Točno to. Seveda, ne vem, zdaj, če imaš neko strogo formalno stvar za napisati in to mu boš povedal, da je pač tvoja, da je bralec tega oseba taka pa taka in to in zato mora biti v takem tonu, ampak to je spet en ukaz več, en stavek, ki ga izrečeš in je stvar rešena, Kaj pa misliš, kje v bistvu
začeti? Katero področje je najboljše, tako če smo novi v tem svetu, ne, pa bi radi svojega chatbota, zdaj si najbrž vse navdušila, da vsi študirajo, da bo imeli svojo armado, vsaj jaz vem, da tlele študiram nekje zadnje, rabiš armado, zdaj imaš enega, dej še. Kjere vojake najprej natrenirati, za katera področja? Jaz bi rekla tako, da kaj so tiste naloge, ki jih imamo v vsakdanjem življenju, lahko osebno ali pa poslovno, ki ne grejo najbolj na živce in bi se jih radi losali. Ne? S tem začnimo. In pol bomo videli, zato ker se bomo znebili enega ful velikega bremena, če bomo dali to narediti, ne? S tem, da spet tle si vzamemo čas za to, da naštudiramo, kako to delamo, zakaj gre nam to na živce, ne? Zakaj se nam tega ne da delati, ne vem, ali je predolgo časa traja, ali ne vem, preprosto, ne vem, včasih nam neki pač ni, ne? Tako da dajmo za te naloge, pol pa odvisno, kaj želimo. Ful težko je tako neki generično, ne? Če bi imela nek konkreten primer, jaz ko imam kako stranko ali pa tudi na mojih predavanjih, jaz vprašam, kaj želimo, ne? Recimo, zdaj trenutno poteka eno izobraževanje, LinkedIn za umetna inteligenca za digitalni marketing in moja izobraževanja so vsa praktične narave, v živo in pozivam udeležence, da naj mi povejo, kaj so tisti izzivi, ki jih želijo pač naslavljati le. In sem dobila pač prošnjo, če se lahko lotimo delati analitike objav na družabnih omrežjih. Ne? In zdaj bomo naredili pač, šli čez cel postopek, zato ker jaz delam analitiko na en način. Ne, jaz pogledam v ozadju, kaj se dogaja, ne, z mojimi objavami, kadar imamo pač page, ne. Marsikdo deluje samo iz osebnih profilov, tistega je treba drugače pristopiti, ker nimamo neke analitike v ozadju, tako, ne. In pač, ampak lahko ogromno naredimo z zaslonskimi posnetki, ki jih damo analizirati, ne. Če povemo, koliko je interakcij, kakšen tip interakcije, v kolkem času, ne. In zato, in pač rezultat tega bo, da bomo naredili enega asistenta, ki bo spet tipski, potem pa jaz, ko to delim z mojimi tečajniki, jim rečem, gledajte, vedno jim dam tudi navodilo, ki ga ima Custom GPT, ne? Zakaj? Zato, da ga prilagodijo na svoj stil. Ker jaz delam nekaj na moj način, ki ima logiko zame, morda je to tebi totalno mimo. Ja. Ne? In delaš nekaj popolnoma drugače. Zato jaz ustrajam, ne? Če greš v ChatGPT, imaš ogromno bazo Custom GPT-jev tam, ki so na voljo, ne, v knjižnici. Jaz vedno vprašam njega, kako je natreniran, na kaj je natreniran, kako mi lahko pomaga. Ne? In šele ko vidim, na kak način, vidim, če to rezonira z mano, ker pač zagovarjam avtentičnost in jaz ne morem imeti nekaj, kar nisem jaz. To sigurno, ne, ker po eni strani, nam taka stvar krha avtentičnost, ne, ampak tudi, če smo v bistvu pa čist gledamo na časovni vidik, ne, če mi povzamemo enega, ne, vojačka, ki v bistvu dela po sistemu, ki ga mi ne razumemo, ne, bomo sigurno slejka prej slabe volje, pa si rekli, to itak ne dela brez veze, ne, tako kot sem bila jaz na začetku s Topshopom, bomo zaprli in bomo rekli, to pa ni zame. Točno to je, ne, in recimo, ko sva že bile pri LinkedInu, ful ljudi gre na izobraževanje LinkedIna k nekomu in ljudje ne znajo razložiti LinkedIna, ker LinkedIn je, če gledamo družabna omrežja, malo drugačna platforma. Ne? Na LinkedInu je izredno pomembno poznati psihologijo ljudi na LinkedInu, ker se obnaša drugače kot vse. In če tebi nekdo ne zna pravilno predstaviti LinkedIna, je to LinkedIn je brez veze, LinkedIn ne deluje. Ne, LinkedIn deluje. Če rečem jaz, ki dejansko sem najslabši zgled objavljanja na LinkedInu, pa vsega, ne, in še vedno dobivam konstantno stranke iz LinkedIna, potem stvar deluje. Ne? In na pravi način je treba predstaviti. Isto velja za umetno inteligenco. Jaz vidim, ko začnemo z tečaji, ko jim pokažem, pač gremo prvo, kaj je obvezno, ne, pri nas obvezno naredimo analizo osebnega stila, zdaj imamo vedno več izzivov, zato ker težko najdejo ljudje že besedila, ki niso spremenjena strani umetne inteligence, ne. In pol gremo naprej. In ko povem, ko se lotimo pač tudi Custom GPT-jev, ko jim pokažem bazo, ne, super, ta je za to. Ja, ampak a veš, kaj je noter? A veš, kakšne ukaze ima? A bo naredil, jaz pač sem navajena posla se lotevati z neko mero odgovornosti, ne. In jaz tisto, kar dam ven, za tem stojim.
Jaz za nečim, kar ne vem, kaj je, sicer mi je lahko rezultat še ful dober. Priznam, da sem tudi kdaj jaz kakšen nepomemben custom GPT uporabila, ne, pa mi je dal rezultat, ki mi je bil kul, pa sem ga pol naprej uporabljala, ne, ampak tako slepo kar pristajati na neke stvari, ki ne veš točno, kaj je v ozadju, ne, nekdo ti mora razložiti tudi, kaj je v teh custom GPT-jih. Veš, na kaj sem zdaj pomislila, na eno tako prispodobo, ki si mi v bistvu dala misliti. Se mi zdi, da smo ful navajeni, ne, to, kar sem bila jaz mogoče še neko srednji šoli ali pa na začetku faksa so se pojavili te EI, ne, v hrani. Ne, joj, tega EI-ja ne smeš, tega EI-ja ne smeš. Pa smo vsi brali etikete in smo gledali EI, ne. Pa smo pa dobili še tiste tabelce, ne, pa zdaj gledamo, je zeleno, je oranžno, je rdeče, ne, pa beremo, pa proteini, zdaj rabimo proteine posod, ne, pa koliko proteinov, pa koliko gramov, ja, pa to, pa sladkor, skratka, vse preštudiramo, ne, ampak, a ni to v bistvu po eni strani je to točno to, kar pa bi ljudje mogli narediti, ko se lotijo uporabe takih custom GPT-ov, ki jih nimajo, ne, tukaj je pa mogoče fajn pogledati, kaj je noter, ne? A je noter, a je sladkor noter, a je protein noter, ne? Lej, za odgovorno uporabo, za etično uporabo definitivno, ampak mi vemo, da večina ljudi išče bližnjice. To sigurno, ne? In ljudje iščejo končni izdelek in če njim deluje končni izdelek kakor toliko v redu, pač jih ne briga, kakšen je bil postopek, do katerega so prišli, če zdaj pač niso zakona kršili ali karkoli. In vedno bo en takšen odstotek ljudi, ne. Zato jaz pravim, da ni nevarnosti, tako kot pravijo, umetna inteligenca bo nadomestila ljudi. Ne, ampak tisti, ki poznajo umetno inteligenco, ampak ti moraš znati tudi tematiko. Glej, ti si pravnica, ne, a tvoj mož je tudi pravnik? Ne. No, ampak zdaj si pa predstavljaj, ne, če bo on šel nekaj pravnega ChatGPT-ja vprašati, ne, njemu bo nekaj ful zadovoljno, ti boš tisto pogledala, se boš za glavo prijela. Res je. To se mi zdi, se mi tudi že v bistvu zgodilo, da smo v pisarni imeli primer, ko je stranka šla in je naredila svojo pogodbo za naročnike s ChatGPT-jem. Potem pa je dobil enega naročnika, ki pa mu neki ni pil vode, na njemu se je zdel super. In takrat je v bistvu prišel k nam. In je rekel, jaz imam pogodbo, a jo lahko pregledate, ne? In jaz začnem brati isto pogodbo in bila v bistvu prva pogodba, ki je bila res v celoti napisana z umetno inteligenco. In vem, da sem jo brala in sem bila tako, ok, nekaj je skopirano, nekaj je čist mimo, ok, ampak pa je bilo pa nekaj iz ameriške sodne prakse. Ok, to se pa ne zgodi prav velikrat, ponavadi podjetniki dobijo nek mušter ali pa ga najdejo nek na netu, pa malo potlikajo, pa dajo pol v pregled, ne, ampak in v bistvu prav to mi je bilo tako zanimivo, da sem takrat poklicala to stranko in sem rekla, kje ste pa vi to dobili, ne? In je rekel, ja, ChatGPT mi je napisal. In sem rekla, ok, ne? In je v bistvu bilo tako, nekaj je bilo sestavljeno, ampak malo je šlo iz Amerike, malo je tukaj ujel, ne, malo je bilo tam in je bila ena taka res zanimiva mineštra, no, sicer žal neuporabna pravno, ampak to je v bistvu res to tveganje, ne, kar sva že na začetku ga malo izpostavljali, da v bistvu ChatGPT zelo suvereno odgovarja in da vse, kar napiše, je tako zelo lepo, ne, in zelo berljivo in zelo hitro mu potem nasedemo, ne. Ampak tle je napaka stranke, ne, zato ker stranka njemu ni povedala, da potrebuje pogodbo po slovenski zakonodaji, ne. Verjetno, ja. Jaz vidim tudi, ko mi kakšna računovodkinja kaj dela, pa mu rečem, a si povedala, da naj se sklicuje na slovensko zakonodajo za računovodstvo? Ja, ne, ja. Valjda imaš toliko več zadetkov v svetu iz ameriške zakonodaje in ti bo potem tiste stvari ven dajal, ne. To smo spet pri tistih promptih, da moramo biti precej specifični pri promptih, ne. In zdaj gospod je potreboval, verjetno rabim pogodbo o poslovnem sodelovanju za to tematiko med dvema strankama in tle se je končalo. Točno tako je bilo, ja. In končalo se je zelo slabo, nažalost, ampak ok, smo potem zadevo uredili z novo pogodbo brez ChatGPT-ja, ampak ja, v bistvu je to enaka taka temna stran umetne inteligence, o kateri mogoče v vsej tej fami malo premalo govorimo, da zna tudi kaj nevarnega ustvariti. Ljudje, ne, ljudje smo problem, ni umetna inteligenca, pač, če mi vemo, ne, meni se ležijo tudi na mojih predavanjih, ko gremo
nazaj na postopek, kako je umetna inteligenca trenirana. Ker če ti razumeš, kako je trenirana, je tebi logično, zakaj tebi daje rezultate, ki zate nimajo nobenega pomena ali pa popolnoma so za to tržišče adijo, ne? Ampak ljudem se tega ne da, dajmo preskočiti, gremo na praktičen del. Ne? Hišo tudi začneš pri temeljih graditi, ne začneš delati z unim lepim panoramskim oknom v prvem nadstropju. Ne? Ponavadi je tako, vsaj če hočeš hišo imeti. Ne? Ja, in tle je enako, ne? Treba je neke zakonitosti pogledati, treba si vzeti tistih, 10 minut, 20 minut, vprašajte ChatGPT-ja, kako je on natreniran, kako zbira rezultate, se bo povedal, ne? In to ni treba, da greste na neko predavanje, ampak jaz pravim, ful imamo problem ljudje zaradi tega, ker ogromno krat ne razumemo tega, kaj počnemo, ne razumemo tega, kaj delamo. In če razumemo, potem lahko odgovorno pristopamo k temu, ne? Ja, zdaj si mi spomnila na eno zgodbo, neka anekdota, tako se mi zdi, kroži že ful časa, jaz sem jo zasledila nek na internetu, pa mi je dala misel takrat in zdaj se mi zdi, da zelo lepo paše ta najin primer. In sicer imamo eno majhno punčko, pa imamo, ki kuha hrenovke. In v bistvu preden da hrenovki kuhat, odreže tako približno tok, ne, na obeh koncih, poznaš, ne? In jo v bistvu ta hčerkica vpraša, mami, zakaj pa ti to odrežeš? Ne? In ona reče, ne vem, tako je moja mama delala in jaz tako delam, ne? In je v bistvu ta mala gre vprašati babico, ne? In prav, babi, zakaj pa je treba odrezati hrenovko na obeh koncih, ne? Pa prav babica, ja, pač jaz sem imela tako veliko pono, ne, sem mogla odrezati, ne? In v bistvu se ta razlog nekje zgubil, ne, in je šla zgodba čisto v drugo smer. Ja. In je to v bistvu nek tak hrenovkast nauk, ki ga mogoče lahko tudi pri uporabi umetne inteligence uporabimo za to, da bomo res odgovorni uporabniki, pa da ne bomo nek nasankali. Ja. Meni je recimo umetna inteligenca isto, ko mi je bil LinkedIn takrat 2017, ko sem se odločila, da je to moj biznis, ne. Jaz sem ugotovila, da ga ljudje ne razumejo in sem ogromno moje pojavnosti, objav in vsega usmerila v to izobraževanje. Tudi brezplačne dogodke sem imela na to temo, ne. In jaz vidim isto stvar pri umetni inteligenci. Imaš ljudi, ki jih je strah umetne inteligence, so totalno proti, ne, ali pa oni, ki grejo, se vržejo in nimajo tri čiste, kaj delajo, pa pol une, ki pa želijo res maksimalno z nje izkoristiti, ne. Zakaj? Ker je ne razumejo. In tudi o umetni inteligenci je potrebno ljudi izobraževati. Pravilna uporaba, pravilne pristope in to. Zato, ker če bomo na začetku temelje postavili pravilno, nam bo resnično ful olajšala. Zdaj, v bistvu, moramo počasi zaključiti tale najin pogovor, pa si mi dala ful fajn istočnico, lek zdaj za to neko zaključno misel. In sicer, kaj bi ti rekla, da so temelji umetne inteligence oziroma uporabe umetne inteligence, ki jih moramo imeti, če hočemo biti nek odgovoren uporabnik, pa delati v bistvu na dober, učinkovit način? Da bom rekla ena stvar, kar mislim, da nam manjka vsem, ampak to je zdrava kmečka pamet. Ne? Umetna inteligenca je naš pomočnik. Umetna inteligenca nas ne nadomesti. Predstavljajmo si, da v bistvu imamo opravka s 3-letnim otrokom, ki mu moramo natančno vse povedati, če želimo dobiti rezultat. Ja. Na tak način, če začnemo pristopati in bodimo res... O moj bog, zdaj sem pa pozabila, bodimo radovedni, ne, sprašujmo jo, ne samo dajati navodila, ne. Jaz imam stranko, ki mi je rekla, da je v nekem trenutku ChatGPT rekel, ko je vprašal, zakaj je zdaj tako se obnašal, rekel, zato, ker si mi samo ukazovala, ne. Sprašujmo jo, ona nam bo marsikaj pomagala, bodimo radovedni, igrajmo se, ne. Meni je bil največji, kompliment, ko mi je ena stranka iz Amerike, ko je preko LinkedIna začela dobivati rezultate, rekla, veš, kdaj je prišlo do spremembe, ko mi je LinkedIn postal igra. In isto naj bo umetna inteligenca, igrajmo se s tem. Barbara, mislim, da boljšega zaključka ne bi mogli imeti. Hvala za tvoj čas. Hvala za to.